seveda najprej je bilo treba pripraviti protokole in tako smo konec leta 1988, 27. decembra, odpravili prvi odvzem kostnega možga. V ekipi smo bili profesor Černelč, dr. Lukič in dr. Lunderova z transfuzijske medicine in jaz, od sester pa sestra Arnold Dragica in Marija Mauser kot inštrumentarki in sestra Nena Šmuc z transfuzije, ki je skrbela pač za tehnične stvari. Na tej sliki je zame prvo, kar mi je padlo v oko, kako dr. Lukič nima rokavic. Ja, takrat seveda verjetno še po domače je šlo vse. Moramo vedeti, da seveda nismo bili sicer v nekaj transplantacijskih centrih, kjer smo videli, kako delajo, tako da pravzaprav prvi tak učni odvzem smo opravili v Zagrebu pri enem našem bolniku, ki je šel tja na transplantacijo. Z dr. Lukičem sva se seveda tudi oba šolala dalj časa v londonski bolnišnici Royal Free Hospital, ker sem jaz pač predvsem študiral protokole, on pa postopke za koncentracijo kostnega možga in postopke zmrzovanja. No, seveda takrat HIV-a se še nismo tako bala, ne, oziroma smo komaj da vedeli zanj, tako da seveda tistih smo delali samo kirurško delo, smo že imeli rokavice, ostali zraven. No, potem je bil to odvzem konec leta 1988, šlo je za bolnika z akutno limfoblastno levkemijo. To se pravi, te zbrane celice, ki ste jih videli v vreči, so potem na zavodu za transfuzijo koncentrirani, se pravi odstranili rdeča krvna telesca, ne, in so potem s posebno aparaturo s posebnim postopkom globoko zmrznili, tako da tako zmrznjene matične celice lahko preživijo tudi 10-15 let, pravzaprav noben ne ve koliko časa, in bile še lahko vitalne. Potem smo bolnika po novem letu sprejeli na oddelek in smo mu potem 21. januarja te celice vrnili. Zdravljenje je bilo učinkovito? Zdravljenje je bilo učinkovito, seveda to so bili res, bi rekel, dnevi in tudi tedni, ko nismo spali, ne. Vsak dan čakali, a se bodo pojavile kakšne celice, tam nekje po 10-12 dneh smo kontrolirali kostni možer in smo bili zelo veseli, ko so se pojavile prve celice. Izgleda, ne, da je življenje pač ena veriga naključja, ne, tako da če ne bi šel takrat v London, pa če ne bi ravno takrat imeli nekih problemov z enim zdravljenjem akutne levkemije in zdravnica, ki je ta protokol pravzaprav publicirala, je ravno takrat tudi delala v Royal Free Hospital, skratka, to se je čisto slučajno odvrtelo. Zdaj mogoče verjetno 5 ali 10 let kasneje bi sigurno se pokazala neobhodna potreba, da pride do programa transplantacije tudi v Sloveniji. Vprašanje pa, če bi bil jaz zraven. Se pravi, če rezimiramo, tako kot dostikrat po naključju srečamo ženo, ne, svojega življenjskega partnerja, tako po naključju si ti srečal presaditev krvotvornih matičnih celic. Hvala, Jože, za ves tvoj angažma, res bilo je pionirsko dejanje z velikim P.